podobe znanja. V kamninah so opisani najburnejši dogodki v zgodovini našega planeta, kot tudi dolga obdobja, ko se morda niti nekaj dosti dogajalo. A zgodovina planeta in življenja na njem, ki se tudi na različne načine vpisuje v tla pod nami, je nedvomno razgibana in zna vedno znova postreči s kakim novim presenečenjem. Med drugim lahko ugotovimo, da je bil vpliv človeka na okolje že pred mnogimi tisočletji mnogo večji, kot bi si morda danes predstavljali. Lokacije, ki nam razkrivajo takšna presenečenja, pa tudi niso vedno najbolj običajne. Dobro je, da so primerno odmaknjena od bolj nedavnih človekovih vplivov, ki jih pač danes srečamo vsepovsod. Varno shranjena in polna zanimivih spoznanj so denimo tla pod našimi alpskimi jezeri, ki jim bomo v današnjih podobah znanja namenili kar nekaj pozornosti, saj se jim med drugim precej intenzivno posveča dr. Andrej Šmuc, redni profesor na oddelku za geologijo ljubljanske naravoslovno-tehniške fakultete. Profesor Andrej Šmuc, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Kamnine brez dvoma podajo najdaljšo informacijo o našem planetu, pa morda za uvod, kakšna vsa, verjetno precej različna spoznanja lahko geologi potegnete iz tal pod našimi nogami, profesor Šmuc. Ja, kamnine so pravzaprav edini arhiv preteklih geoloških dogodkov v daljšem časovnem obdobju. Povejo nam pa praktično lahko vse, oziroma če znamo z njih izvleči informacije, zelo veliko. Ena izmed stvari, ki jo lahko povejo, je seveda, različne kamnine nastajajo v različnih okoljih. In če znamo mi rekonstruirati, se pravi, če pogledamo današnja okolja in kakšne kamnine nastajajo tam, lahko seveda to znanje uporabimo tudi za kamnine v preteklosti. Na tak način mi seveda preiskujemo kamnine, ugotovimo kot prvo recimo koliko so stare. V naših sedimentnih kamninah, ki jih je v Sloveniji največ, najdemo noter fosile, tako da vidimo tudi, kakšne živali so takrat živele, v najbolj banalnem primeru gre za morske ali pa kopenske živali. Se pravi, že tukaj lahko določimo, je bilo okolje pod vodo ali pa na kopnem, no in potem pa seveda tudi dalje. Različna energija okolja, če gremo na morska okolja, recimo valovanje povzroča prav posebne strukture v kamninah, plimovanje tudi, globlje vodne kamnine so spet drugačne. Se pravi, da mi na podlagi vseh teh lastnosti, ki so vezane predvsem na energijo okolja in na živali, ki so takrat živele, lahko sestavimo svet za nazaj. Kako daleč v preteklost pa nas lahko pravzaprav popeljejo te kamnine, ker konec koncev danes vemo, da seveda tudi te niso večne. Zemlja zna reciklirati na dolga obdobja tudi velik del kamnin. Torej, kako daleč lahko seže naš pogled in kje potem se morda konča? Ja, to je res. Zemlja je izjemno dober planet pri recikliranju, kljub vsemu pa ne doseže vseh področij. Tako da najstarejše kamnine lahko še vedno najdemo v centru velikih kontinentov, ki jih ni tektonika plošč ponavadi upletla v delanje gora. No in tam lahko praktično zasledimo kamnine od samega začetka nastanka Zemlje, se pravi, da najstarejši minerali, to so zelo redke reči, bi bile preko 4 milijarde let. Zanimivo pa je, da se v kamninah relativno hitro, se pravi že 3 milijarde pa pol in še malo več, noter najdejo že ostanki življenja. Kakšni so te ostanki najzgodnejši, profesor Andrej Šmuc? Ja, gre za zelo primitivna bitja, ki tvorijo ene take strukture, ki jim rečemo stromatoliti, živijo še danes in sestavljeni so bili samo iz ene celice brez jedra. In te rastline so živele pravzaprav celo milijardo same na planetu, potem pa so se navadile imeti, oziroma evolucija je pripeljala do tega, da so začele graditi tudi jedra in potem nekje 700 milijonov let nazaj je prišel pa do pravega buma in od takrat naprej pa se življenje na Zemlji razvija z nesluteno hitrostjo, recimo temu tako. Če se za trenutek še pomodim pri stromatolitih, glede na to, da gre za enocelična bitja brez jedra, kako so se ohranila do danes skozi 4 milijarde let, človek bi pričakoval, da pač nekaj takega seveda izgine.
Ne, ravno to je narobe. Ne. Gre za organizme, ki so izjemno prilagodljivi, se pravi, ne moti jih visoka temperatura, ne moti jih nizka temperatura, ne moti jih slanost, neslanost in tako dalje. Se pravi, da gre zelo za generalne organizme, ki so lahko preživeli vse burne spremembe, ki so se na planetu Zemlja dogajale. In tako jih seveda najdemo tudi danes. Medtem ko seveda bolj višje specializirane vrste rastlin in živali, pa seveda ob vsaki kakšni taki večji, recimo naravnem dogodku, ne katastrofi, se pač ne morejo prilagoditi in izumrejo in dajo prostor novim organizmom. Vsekakor lahko iz kamnin razberete, da je bila dejansko zgodovina planeta zelo burna. Danes govorimo veliko o podnebnih spremembah, o toplogrednih izpustih, ki jih človeštvo prispeva. Geologi dejansko že razmišljate o antropocenu kot o relevantnem poimenovanju za aktualno geološko dobo, ampak če to dogajanje postavimo v daljši kontekst planeta, kje smo, kaj se dogaja? Ja, v mal daljšem kontekstu planeta morate vedeti, da v zadnjih recimo približno 2 milijonih let in pol živimo v obdobju kvartarja, za katerega je prav značilne velike klimatske spremembe. Se pravi, v tem obdobju sledimo zelo dolge ledene dobe, ko je bilo recimo velik del planeta prekritega z ledom, tudi kar nekaj dela Slovenije, potem te dobe trajajo 40 oziroma v zadnjem času do 100 tisoč let. No in potem te mrzle ledene dobe so prekinjene z toplejšimi dobami, ki jim rečemo medledene dobe, v katerih je temperatura bila celo toplejša, kot je danes. Vendar je to seveda poenostavljanje, zaradi tega, ker je tako v ledenih dobah, kakor tudi v medledenih dobah temperatura izjemno nihala. Se pravi, da če bi pogledali krivuljo, ne bi bila gladka, ampak kot ena taka žaga, gor dol, gor dol, gor dol, gor dol. No in spremembe, ki smo jim priča danes, iz tega mal širšega konteksta, niso nič posebnega. Se pravi, ta hitrost, s katero se dogajajo, ni nič nenavadnega. Imamo obdobja v pravzaprav ne tako dolgi preteklosti, ko so bile te klimatske spremembe 100-krat hujše, kakor so danes. Z nekaterimi se je celo naš prednik, se pravi ljudje, že mogel spopadati. Ne? Res pa, da takrat nismo kurili fosilnih goriv do take mere kot danes. Kako hitre so bile te spremembe v preteklosti? Lahko zelo hitre in z sabo prinesejo poleg tega dviga temperature tudi en kup drugih posledic. Ne? Recimo ena izmed teh je dvigovanje in spuščanje gladine morja. Poznamo obdobja v recimo 13 tisoč let nazaj in še malo, ko se je temperatura na Zemlji v nekaj desetletjih spustila za 7 stopinj, vztrajala tako nekaj 100-200 let, mogoče še več, in potem se spet dvignila v 50-60 letih za recimo 6 stopinj. Ne? To je bilo obdobje, ki mu rečemo mlajši Drias, za katerega nimamo še zadovoljive razlage, vendar klimatske spremembe pa so dokazane v vseh ledenih vrtinah in v naših vrtinah, jezerih in tako dalje. Tako da takih sprememb v preteklosti je bilo kar nekaj. Največji problem pri zaznavanju teh sprememb pa je tem, da smo geologi malce omejeni in omejeni smo pa s tem, kako natančno lahko določimo čas za nazaj. Se pravi, dlje, ko gremo v preteklost, slabšo časovno resolucijo imamo. Recimo, da vam povem, če pogledamo kamnine, ki so stare 70 milijonov let, smo že zelo, zelo zadovoljni, če rečemo, te kamnina je stara 70 milijonov let plus minus 3 milijone let. In že to je znanstvena fantastika. Zdaj pa pogledajte, kaj se zgodi v 3 milijonih letih. Ne? Eno cela doba kvartarja, v katerih je na stotine klimatskih sprememb. Ne? Tako da problem določanja teh vseh sprememb, pravzaprav ne samo klimatskih in tudi ostalih, je v tem, da imamo zelo slabo resolucijo za nazaj. Ne? Recimo 1 milijon let geologov ne pomeni kaj dosti. Sicer pa se v svojem raziskovalnem delu, profesor dr. Andrej Šmuc, veliko ukvarjate pravzaprav z mnogo bolj nedavnimi obdobji z geološkega vidika. Že uvodoma sem omenila Alpska jezera, ki jih intenzivno raziskujete, oziroma predvsem tisto, kar je pod njihovim dnom. Zakaj so ta zanimivo
najdišče za vaše raziskave, kaj vas je pritegnilo k njim in morda tudi zakaj pravzaprav ta fokus v bližnje obdobje, kaj vas je pritegnilo? Ja, jezera so super, ne. Gre za to, da v jezerih na kopnem edino v njih najdemo zapis o preteklih dogodkih, ne. Zdaj, če se pogledate samo okoli sebe, kaj se dogaja v nejezerih, ne, prav reke tečejo, spreminjajo svoje struge, poplavljajo, potem ljudje gradimo gor in premeščamo, tako da se zelo malo stvari se ohrani v prvotni, recimo, obliki. Medtem ko v jezerih, jezero je pač ena luknja, ki je zalita z vodo in vse tisto, kar pade v to luknjo ali pa vode prinesejo v to luknjo ali pa jih dež prinese, kakorkoli že, v tej luknji tudi ostane in kar je še bolje, običajno se odloži v obliki tankih plasti, ki jih prekrijajo druge plasti. Se pravi, da nam dela, kot bi lahko rekli, eno liste v neki knjigi, nekega arhiva, neke zgodovinske knjige. Ne? In zdaj naša ideja je bila, da visokogorska jezera, od Blejskega, Bohinjskega do Triglavskih jezer, seveda beležijo dogajanje v okolici, ki ga drugače ne moremo dobiti. Ne? Tako da naše raziskave so bile usmerjene v tem, da smo zavrtali v dno jezera, dobili ven vse te sedimente, vse te zanimive plasti in poizkusili ugotoviti, kaj se da iz teh plasti seveda povedati. No in zgodba, ki jo pa zdaj proučujemo, ne, je pa mnogo bolj zanimiva, kot smo pričakovali, da bo. No. Kaj vas je najbolj presenetilo torej? Da nekatera jezera izjemno dobro beležijo določene stvari, recimo Bohinjsko jezero zelo dobro beleži potrese. Gre pa stvar nekako tako, da če se okolica Bohinjskega jezera strese, v jezeru zdrvijo, recimo temu, podvodni plazovi in za seboj pustijo zanimive plasti, ki se jih da prepoznati. No in takih plasti smo našteli več deset v zadnjih 6600 letih, pred 6600 leti pa celo en ogromen potres, ki naj bi zadev to naše območje, katerega magnituda je neprimerljiva z čemorkoli smo danes videli. Naslednja reč pa je, ker seveda govorimo o jezerih, ki so nastala pred 10-12 tisoč leti, nekaj takega, da seveda beležijo tudi prihod človeka. To nas je zanimalo. Se pravi, v tem obdobju, recimo 10, 12, 15 tisoč let nazaj, vpliv človeka še ni bil tako velik, ali pa ga sploh ni bilo. Ne? Se pravi, da tukaj vidimo bolj naravne procese. No, potem pa se seveda vse spremeni, ko pride na sceno človek. No, tako. Tudi to je zgodba iz Bohinjskega jezera, ki je zdaj naš fokus, no, nas je zelo presenetilo. Kdaj torej beležite prihod človeka na območje Bohinjskega jezera in na kakšen način so naši predniki v teh krajih pustili sledi na dnu? Ja, ena zelo brutalna reč se je zgodila tam 2-3 tisoč let nazaj, ko je v naše območje prišel človek, začel intenzivno izsekavati gost. Ne? In zdaj vsi tisti, ki živite v bohinjskih koncih in v teh gorah, ki so sestavljene večinoma iz apnencev, veste, da je zemlja oziroma tav na teh delih, ki bi bila rodovitna in primerna za obdelavo, zelo malo. Ne? In seveda, kaj so naredili, prvo so posekali gost, potem so ga pa še požgali. Ne? Zdaj, to je imelo seveda za posledico to, da so prišli do rodovitne zemlje ali pa približno rodovitne, no, da ne bomo pretiravala. No? Hkrati seveda pa so tudi to zemljo izpostavili naravnim procesom erozije. Se pravi, da vsaka nevihta, večja nevihta, dež je začel spirati to zemljo. No in mi v Bohinjskem jezeru prav vidimo, da hkrati s prihodom človeka, ki ga vidimo tudi v tem, da spreminja rastlinje, ne, se pravi, da pojavijo se kulturne rastline, ki jih je človek sadil in se ohranijo tudi v sedimentih v jezerih, no hkrati pa vidimo, da se je v tistem času je praktično jezero zasulo z vso rodovitno zemljo iz okolice Bohinjskega jezera. Imamo 10-krat više sedimentacijske hitrosti. Ne. Se pravi, da ko smo enkrat požgali in posekali gozdove, so počasi povzročili take spremembe, da je potem bilo nepopravljivo škodo, recimo temu. No. Tako da danes vso rodovitno plast najdete na dnu Bohinjskega jezera. Bi jo lahko izkopali. Ne vem, če bi nam Bohinjci to pustili.
Ne. Verjetno res ne. Raziskujete pa tudi više ležeča jezera, Triglavska jezera. Se ta močno razlikujejo, so podobna, manjša? Ja, vsako jezero je svoja zgodba. Triglavska jezera, dolino Triglavskih jezer in jezera, tam proučujemo pa ravno obratno, tam pa nočemo imeti človeškega vpliva. Razlog je že tako, ker smo ga zdaj omenili, da kakor človek pride, zelo spremeni celo situacijo. No, mi bi pa v teh naših visokogorskih jezerih radi zaznali zgodbo, ki ni povezana s človekom. Se pravi, predvsem za klimatsko zgodbo, ki je vezana tako na padavine, kakor na temperature. Vendar je pa vsako jezero neka nova zgodba, ki se jo moramo še navaditi. To pa počnemo nekako tako, da imamo merjenje podatke, se pravi, mi temperaturo in padavine in tako v Sloveniji merimo že od leta 1950-60 naprej in potem sedimente naše, ki so toliko stari v jezerih, primerjamo z zapisom temperature in padavine in rečemo, aha, ful je padal, poglejte, to, ful pada, pa pusti v jezeru recimo rjavo plast, zdaj se bom hecal, ne. In ko pa nič ne pada, je pa črna. No in na tak način se naučimo videti, kaj v jezeru določen klimatski dogodek pusti za sabo in potem rabimo to samo še podaljšati v globino, kar v jezerih pomeni v starost. Kako daleč ste zaenkrat s temi raziskavami? Zaenkrat zdaj v Bohinju smo ravnokar objavili to o človeškem vplivu, zdaj gremo na jezero, na planini pa jezero. To moram takoj povedati, to delamo skupaj z kolegi iz RC SAZU-ja, z Majo Andrić in Nino Cafin, pa s kolegi Šamberija, se pravi iz Savojske univerze. No in zdaj je fokus tudi Nininga doktorata je planina na jezero na planini pri jezeru, da bom prav povedal, ne. Maja in Nina sta plinologinji, oni dve proučujeta pelot v sedimentih in poskušata rekonstruirati, kakšne stvari so, katere rastline so živele v tistem okolju, mi pa smo bolj na ta mineralni del usmerjeni. Ne samo jezera, tudi reke so lahko zanimivo najdišče novih informacij in to ne kakršnekoli reke, ampak reke, ki so nekdaj tekle tam, kjer je danes severni Jadran. Ja, seveda, tle nekako nadaljujejo najino zgodbo o klimatskih sprememb in kaj vse povzročijo, ne, povzročijo dvige in padce gladine morja. No in ta najbolj zanimiva zadnja, seveda mi kot vemo, je približno 20.000 let nazaj je bilo na našem območju zelo mrzlo, je bila še ledena doba in imeli smo veliko ledenikov. Potem so se pa ti ledeniki začeli topiti, tako da od takrat naprej postaja vedno toplo, vedno manj ledenikov in seveda to posledično pomeni več vode v oceanih. No in ne boste verjeli, slovensko recimo Primorje beležimo, da je morje zalilo recimo temu Tržaški zaliv šele pred 9 do 10 tisoč leti nazaj. No in predtem, recimo pred 20.000 leti je bilo morje mnogo nižje. Če bi hoteli takrat iti na morje, bi se mogli pravzaprav peljati čisto do Zadra, nekje v liniji Zadra-Ancona, šele tam bi bila obala. No in seveda potem, ko so se pa ledeniki začeli topiti, se je voda začela dvigovati in to območje severnega Jadrana je počasi morje zalilo. No, seveda predtem, pa ker je bilo kopno, so po tem območju tekle reke. No in mi smo z raziskavami doktorice Ane Novak, njenega doktorata, seveda ugotovili, da ne glede na to, da so danes te reke pod vodo, se jih še vedno vidi. Vidi se jih, se pravi, z nekimi geofizikalnimi metodami, z sonarjem in tako dalje in se da lahko celo rekonstruirati, kje so tekle, kje so imele poplavne ravnice, kje so imele korita, kako so ta korita migrirala in seveda tudi datirati, se pravi ugotoviti, koliko so bile stare. Ne? In da, res je, naša zgodba je nekako, ta morska zgodba se v Sloveniji začne šele recimo 90 tisoč let nazaj. Še dobro, da imamo danes nekaj obale. Kako pa pravzaprav raziskujete pod morjem? Ja, pod morjem raziskujemo tako, imamo posebno platformo, to je tako kot National Geographic, s katero se pripeljemo tam na območje vrtanja, sestavimo posebno vrtalno garnituro in potem zabijamo v morsko dno prav posebne cevi, jedrnike, iz katerih dobimo potem jedra sedimentov. Potem ta jedra seveda zvlečemo na kopno, prinesemo v laboratoriju in se nam spravimo z vsem arzenalom, ki ga v tem trenutku premoremo. Ne? Najpomembnejše od začetka je, da ugotovimo, koliko je staro cela red, se pravi, da poberemo en kup enih vzorcev in jih probamo datirati, da vidimo,
koliko daleč v času smo. To je zelo pomembno, da lahko potem rekonstruiramo, kaj se je dogajalo skozi čas. No in potem se pa lotimo, se pravi, kako so sedimenti veliki, kako so sestavljeni, iz tega, kako so sestavljeni, poskušamo rekonstruirati, katere reke so ga prinesle. Recimo Soča prinaša danes drugačen material, kot ga prinaša recimo Rižana ali pa Dragonja. To je zelo tak banalen primer. No in na podlagi teh podpisov, tako mineraloških, kemičnih in petroloških, potem lahko ugotovimo, od kje so reke tekle, kam so material prenašane, koliko so ga prenašale, koliko hitro so se vrezovale in tako dalje. Torej, te reke izpred 10 000 let imajo kaj skupnega z današnjimi? Je kakšen tok deloma usklajen? So to bile čisto druge reke? Ne, ni bil usklajen, to je ful zanimiv. Tekle so drugače, imele so drugačne režime, bile so zelo meandrirajoče, se pravi, da so imele en kup enih oklukov in enih zavojev, nekatere so tekle ravno, sekale so se, izlivale eno v drugo, tako da izjemno zanimivo območje je bilo, no. Moram reči, pred 10 000 leti nazaj. Sej tudi ta morska zgodba, ki jo zdaj zasledujemo, je pa tudi zelo zanimivo v različnih obdobjih, različni sedimenti in tako dalje. In tudi tukaj imamo en projekt, v katerem iščemo tudi vpliv človeka pa v slovensko Primorje, rečemo temu. Primorja, kot veste, so zelo antropogeno obremenjena območja, tako s turizmom, kakor tudi z industrijo, ki je seveda tudi pustila svoj pečat na dnu, recva. Znano pa je tudi, da smo ljudje od nekdaj že radi živeli ob morju, ne? Verjetno tudi pred časom. Ja, seveda, tudi te naselbine, ki so bile, so skoncentrirane voda, hrana je bilo zraven, sploh ob vnosih rek, tako da ribce ste lahko lovili, super je bilo, ne. Ena zanimiva stvar, ki jo beležimo v Sloveniji, je ta, da malce nenavadno območje je naše območje Tržaškega zaliva, ne. Razlog je pa v tem, da najdemo ostanke recimo Rimljanov, ko so prišli v naše območje in so seveda zgradili na plaži si rimske lepe vile in tako dalje. No, danes so vse te vile pod vodo, jasno, ne? In zelo dobro se da iz njih, to je ful zanimivo, rekonstruirati, kakšna je bila gladina vode takrat, ko so živeli tukaj Rimljani. Namreč Rimljani so imeli, kot veste, zelo urejen birokratski sistem, ne, in seveda, če si hotel zgraditi pomol pri svoji vili, je mogel biti zgrajen tako, kot je bilo zapisano. Ne, se pravi, da je mogel biti privez točno 60 cm nad, da se malo zmišljujem, nad nivojem gladine. No, in če mi najdemo te pomole, kar smo jih, ne, in vemo, kam so mogli čolne privezovati, vemo, da takrat, ko so Rimljani živeli, je bila voda tok in tok nizka. Ne. Tako da gotovo niso bili Rimljani tok nori, da bi gradili podvodne vile. Kako globoko pod vodo pa so? Pri Simonovem zalivu jih imamo, potem tam v okolici Debelega rtiča. Niso daleč noter, ampak so pod vodo, mislim, da so tam okoli metra pod vodo. Ne. Še bolj pa zanimivo je pa to, da če primerjamo z krivuljami dviga in spusta morske gladine v celem Mediteranu, ki so dobro znane, ugotovimo, da je naše območje nekaj posebnega, ne, zaradi tega, ker so naše rimske vile pregloboko za približno 60 cm. Ja. Kar seveda pomeni, da je območje Tržaškega zaliva se v zadnjih 2000 letih spustilo za vsaj pol metra. Ne zaradi dviga gladine, pač pa zaradi tega, ker se je dno spustilo. Ne. Veste, zakaj? Ja, to je eno območje pogrezanja v tem delu. Zdaj ne bi rad strašil, tukaj zdaj opazamo v teh naših raziskavah, da bi znalo, to območje ni znano po svojih potresih, no. Če pogledate v Sloveniji potresno nevarnost, gotovo Primorje je eno izmed stvari, ki bi bilo nevarno. Ne? No, mi pa smo ugotovili, da v teh območjih je prišlo tudi do velikih potresov in celo takih, ki so kar naenkrat spustili območje dol. Danes sedimenti in raziskave tudi Ane in pa profesor Vrabca kaže na to, da bi znalo, da se v tem okolju zdaj nabirajo tudi napetosti, rečemo temu, ne, ki bodo v geološki prihodnosti, da ne bo panike, ne, pripeljale do kakšnih potresov. V našem morju pa se skriva tudi umetna laguna, ste ugotovili. Ja, to je pa ena zanimiva zgodba. Se pravi, slovensko obalo vsi gotovo dobro poznate in veste, da imamo tak rijaški tip obale, se pravi, da imamo zalive, da imamo rte, nimamo pa nobenih lagun. No, razen lagune Stjuža, to je v Krajinskem parku Strunjan. No in zanimiva zgodba, ki jo poskušamo zdaj rekonstruirati, je, kdaj je ta laguna nastala in seveda ta laguna je umetna.
Se pravi, jo je človek naredil in naše raziskave so zdaj usmerjene, spet smo zavrtali v sedimente lagune, jih interpretirali, našli točno ta dogodek, ko so ljudje laguno zaprli in zdaj nas zanima točno kdaj. No, in neki preliminarni rezultati kažejo, da se je to zgodilo ne kmalu, ampak relativno zgodaj, recimo vsaj tam okoli 1000 let od danes nazaj. Ne. Se pravi, takrat so že ljudje močno predelali slovensko obalo. Si naredili svoj lokalni ribnik. Tako je, ja. Zdaj, če se vrneva na to morda širšo sliko klimatskih sprememb današnjega trenutka, prej ste omenjali pač te otoplitve med daljšimi ledenimi dobami, ki nekako jih ciklično beležimo v zadnjem geološkem obdobju. Pravzaprav z vidika torej teh ledenih dob in izmenjav bi lahko rekli, da pravzaprav ledena doba že skoraj da zamuja. Po drugi strani se ljudje zdaj soočamo z precej hitrim segrevanjem pač planeta po naši lastni zaslugi. Kako gledate vi svoje perspektive na ta dva nasprotujoča si morda ali pa tudi ne pač dogajanja? Ne, niste nasprotujoča. Ravno v tem je problem, da kar je napačno razumevanje zdaj cele te klimatske zgodbe je taka, da zdaj vsi ljudje smatrajo, da je bila klima v preteklosti stalna. Ne, se pravi, z današnjega vidika razumevanja običajnega človeka je tako, da pred letom 1830 je bila klima super, ne, in primer. Pa vendar ni temu tako. Ne. Mi imamo klimatske spremembe skozi. Klima nikoli ni stalna, ampak vedno šiba bolj toplejše, bolj hladnejše, bolj toplejše, bolj hladnejše. In to beležimo v vseh časovnih intervalih, da rečemo temu tako. No. In to zadnje obdobje kvartarja ali pa obdobje ledenih dob je zelo zanimivo, zaradi tega, ker se vam ledene dobe in pa medledene dobe pojavljajo ciklično, po urniku rečemo temu. No in ta urnik v zadnjih 700 000 let je nekako takle, da imate okoli 100 do 110 000 let dolgo ledeno dobo, kjer je zelo mrzlo, ledeniki segajo recimo v Sloveniji do Tolmina na uni strani ali pa na tej strani do Radovljice, snežnike pod ledom, Trnovski gostje pod ledom, ledeniki zgrejo tam proti Idri in tako dalje. No in potem temu 110 000 ali pa 100 000 let dolgemu obdobju sledi pa obdobje tam 10 000 let medledene dobe, kjer je bilo celo topleje, kot je danes. Zdaj, če rečem 10 000 let, to pomeni od 8 do 12. Ne, tu nekje se gibamo. No in potem spet ledena doba. No in to je ko urica v zadnjih 700 000 let. Se pravi 100 000 ledena doba, 10 000 medledena, 100 000 ledena in tako dalje. Tako da zadnja ledena doba se je uradno, kot jo poznamo, končala pred 11 700, recimo 12 000 leti nazaj, ne, in zdaj iz tega vidika, kar poznamo iz te kvartarne preteklosti, vemo, da jih bo mogla slediti ledena doba. No in ker seveda te klimatske spremembe, ki pripeljajo do ledene dobe, nikoli niso enkratne, pač pa se zgodijo ravno s tem, da se začne klima še bolj hecno obnašati, kot se. Se pravi, imamo zelo veliko, gremo ful toplo, pa ful hladno, pa ful toplo, ful hladno in potem pa zdrsnemo, opademo globoko v hladno. Takrat nas bo pa zebalo. Kaj so vzroki za to? Ja, ta urnik, ki ga tukaj imamo, je sumljivo sovpada z astronomskimi faktorji. Se pravi, na kakšen način Zemlja kroži okrog Sonca. Se pravi, Zemlja lahko kroži okrog Sonca v obliki krožnice ali pa bolj elipse. Te spremembe so daljšega značaja, potem recimo tam okoli 100 000 let, potem je pa odvisno tudi od tega, kako je Zemlja obrnjena napram Soncu, se pravi, koliko je nagnjena in v katero smer je nagnjena. To so pa krajše spremembe, krajši cikli, ki se dogajajo, recimo eni na 40 000 let, drugi pa na približno 20 000 let. No in zdaj, če seštejete vse te cikle, potem lahko pridete do tega, da je včasih Zemlja dobi od Sonca malo več energije, toplote, drugič pa malo manj. No in zdaj ta cikl 100 000 let sovpada s temi astronomskimi parametri, ni pa čisto jasno, da čisto odkrito povem, da bi vedeli, kaj Zemljo pahne iz ledene dobe v medledeno dobo. Tega pa ne vemo še. Pa je znano, kaj pravzaprav je sprožilo ledene dobe, obdobje kvartarja? Kakšen premik se je tam zgodil? Ne, tudi tukaj moram že reči, da je en kup enih teorij, ampak kar morate vedeti je v tem, da
Klimatske spremembe povzroča toplota, ki jo dobi Zemlja izključno in samo od Sonca. Se pravi, zelo odvisno je od tega, kaj se dogaja s Soncem, se pravi, koliko nam Sonce da. Druga stvar je pa to, kar se dogaja na Zemlji, koliko Zemlja te toplote dejansko sprejme, koliko pa jo vrne nazaj v vesolje. No, in zdaj seveda to je pa odvisno od večjih stvari na Zemlji, ne. Prva stvar je od tega, koliko je kopnega, pa koliko je morja, vendar so te spremembe, kjer spreminjamo kopno in morje, zelo počasne. Druga stvar je, koliko je poraščeno kopno. Tretja stvar je, koliko je snežne odeje ali pa koliko je leda že na Zemlji. Ne, se pravi, da led in pa sneg mnogo bolje odbijata toploto nazaj. In pa seveda, koliko je Zemlja dobro izolirana. No, to je pa pač ta naš plašč toplogredni, ki ga imamo okoli Zemlje, ki poskrbi, da se Zemlja ne ohladi prehitro. In še to moramo se zahvaliti, da ga imamo, ne. Če ga ne bi imeli, bi bila poprečna temperatura na Zemlji -18 stopinj. Kako torej ta dodatni človeški prispevek? Ne, vseeno človekov vpliv na okolje, kot ste ugotovili tudi na dnu Bohinjskega jezera, je lahko zelo velik, bil že pred tisočletji. Danes se zdi, da res kopljemo in premetavamo zemljo, sekamo gozdove in uspešno pač spreminjamo strukturo atmosfere. To je z vidika človeka verjetno so spremembe zelo močne, vendar. So. Se pravi, mi puščamo velik pečat na našem planetu, ne. Jaz ne bi šel okoli klimatskih sprememb, bi rad šel nad stvari, ki jih lahko merimo. Ne. V določenem trenutku, tam v 90-ih letih, je prišlo do trenutka, ko je človeštvo z svojo mehanizacijo, stroji premaknilo več materijala, kakor so ga čisto vse reke na svetu. Se pravi, reke so pač žile, ki povezujejo kopno z morjem, rečemo temu, ne, in nosijo sabo veliko proda, pejte v kakšno reko pogledati. No, in tam v 90-ih letih se je zgodilo to, da izračunano je človeštvo premaknilo več materijala, kakor ga je planet kadarkoli premikal, ne. Potem spreminjamo strukturo živalstva, ne, in ustvarjamo monokulture, ne. Ne vem, če bi v normalnem primeru na Zemlji bila najbolj pogosta žival na tem planetu ovca ali krava ali kaj že zdaj, ne. Potem živali in rastline prinašamo iz enega konca na drugega, ne. Zdaj probleme invazivnih rastlin, ne, ki seveda lokalno floro in pa fauno lahko popolnoma uničijo in tako dalje, ne. Potem povzročamo erozije, izsekavamo, da ne govorimo o tem, kaj vse spuščamo v okolje, ne. Tukaj so po mojem toplogredni plini še najmanj problem, ne. Problem je onesnaženje vode, ki jo bomo pili, ne. To je zdaj velik problem, ne. Potem kaj jemo, ne, s čim zalivamo, ne. In tako da ta potrošniška narav človeka nam zdaj dela pravzaprav velike probleme, no. Tako da moje mnenje je, da je, to bo tako kontroverzno mnenje, ne, da v tem trenutku smo prišli do trenutka, ko bi človek mogel nehati reševati planet, pač pa začeti reševati človeka, ne. Zdaj, to se sliši čudno, vendar pomislite na to, da planet je preživel 4 milijarde let in pol, ne. Preživel je padce meteoritov, kometov, ledene dobe, požare, potrese, vulkane, evolucijo celo, ne, pač rastline in živali izumirajo, nove se pojavljajo, ne. Zdaj planetu ne bo nič hudega. Nekdo drug je v zosu, ne, in en zelo preprost primer dajem vedno, ko pride do te debate, je, ne, koliko smeti imamo na tem svetu, ne, in koliko plastičnih vrečk in vse ostalo, ne. To je samo zaradi tega, ker imamo tako dobro komunalno službo, ne. Se pravi, kar bi mogli narediti recimo v Sloveniji, je to, da bi en teden komunalna služba rekla, vse, kar boste prinesli iz trgovine, imejte na svojem vrtu. Preklet dobro bi vsi pomislili, koliko vrečk vzamemo, kam damo in katere damo, ne. In se pravi, bi rešili problem z onesnaženjem takoj, ne. Moja mama recimo, izhaja iz te modrosti, izhaja iz majhne vasice na Dolenjskem in njo je najbolj presenetilo, ker je ta urbanizacija prišla tudi v te manjše vasi, ne, so jo presenetili smetnjaki. V vasi 50 let nazaj, 60, ni bilo smetnjakov, zaradi tega, ker ni bilo nobene smeti. Se pravi, vse je šlo ali na kompost, tisto, kar je bilo pa, ne vem, iz papirja, tisto se pa zakurili, plastike ni bilo veliko in nič, ne.
Tako da prav ta je, če bi mogli smeti imeti na lastnem vrtu, ne bi imeli smeti. No, tako da je to tisti problem, ki ga jaz vidim tukaj. Ne. Sprav, planetu ne bo nič hudega, ampak mi bomo nasrkali. Ne. In v trenutku, ko bomo začeli nas reševati, bomo tudi rešili planet. No. Profesor Andrej Šmuc, hvala za tale pogovor. Hvala tudi vam. Srečno. Podobe znanja. S profesorjem dr. Andrejem Šmucem sem se pogovarjala Nina Slaček. Oddajo Podobe znanja lahko najdete tudi na spletni strani programa Ars ali jo poiščete med podcasti.